V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je druga adventna nedelja. In tako prosim duhovnico Katjo, da pomaga Boru in Davidu Marku, predstavniku mlajših. V nedeljo smo imeli predstavnika starejših, da prižgeta prvo in drugo adventno svečko. Seveda jima bo šlo. Sta že velika, pa pametna, pa pogumna predvsem, ne? Tako, evo, zdaj pa lahko zaploskamo. Cerkveni koledar je cikličen, ne pa linearen, to pa zato, da na novo slišimo resnico krščanske vere. Advent nam sporoča, da nam ni treba ugibati, kakšen je Bog, ker Bog stalno prihaja k nam. Nikoli ne obupa nad nami. Lahko se počutimo osamljeni in se nam zdi, da je Bog daleč. Lahko čutimo pomanjkanje ljubezni, mislimo, da življenje nima smisla. Vendar advent nam sporoča, da Bog noče, da bi bili sami in izgubljeni. Toliko nas ljubi, da je dal svojega edinorojenega sina, znamenje svoje ljubezni, da nas odreši in nas zbere v družini svoje cerkve. Da nas osvobodi strahu, lažnih prepričanj, podari upanje, mir, radost in ljubezen. Da vse to delimo z drugimi. Prisluhnimo obvestilom. Danes po bogoslužju smo vabljeni na božični bazar, ki bo v cerkveni čajarni. Kupili bomo lahko praznične izdelke, ki so jih izdelovale vernice in verniki na božični delavnici, in izdelke, ki smo jih zbrali skupnimi močmi pretekli teden. Izkupiček bo kot vsako leto namenjen sirotišnici v Ugandi. Tudi druženje ob kavi in čaju in pecivu po bogoslužju bo danes pri leseni lopi pod nadstreškom, kjer se nahaja tudi vhod v cerkveno čajarno. Glasbena šola Lipičnik že tradicionalno v predbožičnem času pripravlja dobrodelni koncert MAF, Festival glasbe in umetnosti, ki bo danes ob 18. uri tukaj v cerkvi. Pred in po koncertu bo tudi bazar v cerkveni čajarni. Prav tako bo nocoj, torej zvečer, po koncertu pogostitev. Pri izvedbi koncerta in bazarja sodelujejo tudi naši pevci in glasbeniki, kot tudi ostali verniki iz naše cerkve, ki so izdelovali izdelke za božični bazar. Tako kot lani bodo tudi letos sredstva zbrana na koncertu in na bazarju namenjena otrokom v sirotišnici Kasa v Ugandi. O prenosu in porabi donacij na srednjo obvešča zdravnica doktorica Alenka Strdin Košir z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki omenjeno sirotišnico redno obiskuje in ji pomaga. Na večerni dobrodelni koncert, torej nocoj, povabimo v svoj krog prijateljev in znancev. Skratka, odzovimo se na tak način, saj s tem direktno podpiramo otroke v sirotišnici v Ugandi pri razvoju in izobraževanju. Torej, danes še enkrat se lahko dobimo skupnimi močmi ob 18. uri zvečer, vsi dobrodošli, povabimo pa tudi svoje prijatelje, sorodnike in znance. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je v cerkvi molitveno srečanje. Molitev je motor vsake cerkve in priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo ob 19. uri je v cerkvi preučevanje Svetega pisma z diskusijo.
Naslednjo nedeljo, 14. decembra, torej tretjo adventno nedeljo ob 10. uri, je ponovno osrednje tedensko bogoslužje. Po koncu bogoslužja, naslednjo nedeljo, bomo imeli krajši predpraznični občni zbor vernikov, ki bo namenjen zahvali vernikov za zvestobo cerkvi, za delo in trud, ter pregledu glavnih dogodkov, ki smo jih skupaj ustvarili s sodelovanjem, požrtvovalnostjo in tako zaznamovali letošnje leto. Zakonca John in Anne Kerr gresta za 3 mesece na obisk k sinu v Malezijo. Naj ju Bog varuje. In še zadnje obvestilo. Pred našo cerkvijo smo postavili adventni venček, lahko rečemo kar venec, ki je hkrati tudi adventna krona. Tako tudi temu rečemo, adventna krona, saj pričakujemo vnovični prihod Kristusa kralja. Spomni nas na bedečnost in pripravljenost. Izdelek je nastal v celoti iz donacij in prostovoljnega dela našega vernika Bernarda Vogrinca in duhovnikov Katje Brkič Golob in Petra Goloba. Adventni venček je evangeličanski izum 19. stoletja. Prvi ga je pripravil nemški duhovnik Johann Hinrich Wickeren, ki je želel otrokom v sirotišnici približati pomen adventnega časa. Venček simbolizira pričakovanje, upanje, veselje, svetlobo, luč, ki je prišla na ta svet, da razsvetli temo. Spominja nas tudi na vnovični Kristusov prihod. Adventni venec ali adventna krona pred cerkvijo bo zažarela s 5000 lučkami, če bo kdo štel. Že danes zvečer, ko bo to bolj vidno in se bomo ponovno skupaj zbrali. Zapeli bomo skupno himno, ki pravi: Hitite, kristjani. Pridite,
Izvolite sesti. Biblično vodilo je iz Evangelija po Luku. Ko se bo to začelo goditi, se zravnajte in vzdignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje. Prisluhnimo še Božji besedi iz 80. psalma. Izraelov pastir, poslušaj. Ti, ki vodiš čredo, ti, ki sediš na kerubih, pokaži se. O Bog, spreobrni nas, razjasni svoje obličje, da bomo rešeni. Ne bomo se obrnili proč od tebe, poživi nas, da bomo klicali tvoje ime. Vabim k priznanju grehov. Gospod, sredi tihega in mirnega adventa prihajaš med nas in stopaš v naše življenje, da bi poživil našo zaspano vero. Ti veš, koliko razočaranj smo doživeli in kolikokrat smo svoje bližnje razočarali. Zato se v zadregi in zatečeni sklanjamo pred tabo, ko pomislimo na vsa naša sebična hotenja, na nepripravljenost prisluhniti sočloveku, ki nas je potreboval, in na nemir, ki smo ga povzročali, ter zamudili delati dobro. Prosimo te, zdaj, ko vse to obžalujemo, usmili se nas po bogastvu svojega usmiljenja. Amen. Besede milosti in slavospev nas tolažijo. Ker se je tvoje srce omehčalo in si se ponižal pred menoj in si pretrgal svoja oblačila ter jokal pred menoj, sem te uslišal, govori Gospod. 2. Kroniška, 34. poglavje. Zato naj je slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k molitvi. Oče v nebesih, preženi mračnost, ki nas mnogokrat preganja, da v rane našega srca posije tvoja luč in jih zaceli. Naredi, da bo naše življenje okno, skozi katerega sije tvoja ljubezen, in ogledalo, v katerem bodo drugi videli tebe. Da bo v svetu več miru in sožitja. Pridi k vsem, ki so potrti, da v vrtincu stisk spoznajo resnico, da si predrl nebesa in vstopil k nam kot sočutni odrešenik sveta. Bog pravičnosti, očisti naša srca obupa in v njih posej semena veselja in miru, da bodo v nas pognali poganjki upanja, medtem ko pričakujemo tvoj vnovični prihod. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Draga Božja cerkev, v nadaljevanju bomo prisluhnili berilu in s pesmimi poveličevali odrešenika.
Izvolite sesti. V četrtek smo imeli eno čudovito srečanje z našimi starostniki na skupnem kosilu. In ker smo cerkev, ki rada poje, tudi tam ni manjkalo pesmi in zato prosim vse tiste, kateri smo bili takrat zbrani, da pridemo naprej in zapojemo čudovito pesem, ki pravi v otroštvu, kako je lepo, v mladosti, kako je lepo in v starosti, kako je lepo, če z Jezusom združeni smo. Kar korajžno naprej, tako kot ste bili zadnjič korajžni. Ja, če smo združeni z Jezusom, je vse lažje. Današnje berilo je iz Evangelija po Luku iz 21. poglavja, govori pa o prihodu Sina človekovega. Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride na ves svet.
Kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje. Svet, v katerem živimo, se zdi negotovo in polno strahu. Zato nas Jezus opominja, da dvignemo glave in ne pozabimo, da prihaja po nas. Znamenje na nebu, stiske in nemiri so le opomin, da prihaja odkupitev in da je Bog blizu tistim, ki ga iščejo in čakajo. Zato se ne bojmo, draga cerkev, ampak pogumno stopajmo v koraku z Jezusom, kajti on je naše upanje, naš odkupitelj, najboljši prijatelj in zato mu lahko iz srca zapojemo: tebi dajem srce in dušo, Gospod. Gospod, ko se vse okoli sveta, okoli mene maje, me nauči, da gledam na tebe, napolni moje srce z mirom, moje misli z zaupanjem in moj korak s pogumom. Amen.
Izvolite sesti. Sestre in bratje, po veri v Jezusa Kristusa, Gospodova večerja ni izum cerkve. Ko obhajamo Gospodovo večerjo v občestvu cerkve, okušamo Božjo ljubezen. Italijanski pisec Trilusa je v svoji basni opisal belo golobico, ki se je iz gole radovednosti spustila v cestno lužo in blato se je oprijelo njenega belega perja. Umazane živali so se ji posmehljivo rogale. Prijateljica, kaže, da si padla v lužo. Toda modra ptica jim je odvrnila: padem, a ne ostanem v njej. Kruh in vino nista nagrada za svetnike, ampak hrana za grešnike. Vsak dan pademo v lužo greha, umažemo svojo belino. Toda zaradi jagnjetove krvi in našega kesanja smo upravičeni in sveti. Tu in zdaj obhajamo odrešujočo Kristusovo daritev, ki je v očetovem srcu od večnosti do večnosti. Daritev je ena, edina, dokončna, večna. Ne gre za njeno ponavljanje, ampak za obhajanje vedno znova istega darovanja. Zato sta kruh in vino več kot simbol. Končno verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite in jejte, to je moje telo, in pite iz keliha vsi, to je moja kri zaveze. Gospod, reci samo besedo in ozdravljena bo moja duša. Draga cerkev, vabim, da vstanemo in skupaj molimo Oče naš, ki je molitev cerkve in edinosti kristijanov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor vsem, ki smo povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
sestre in bratje, ker smo eno v Kristusu, lahko simbolno skupno vzamemo. Vzemite in pite iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, Tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala Ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s Tabo. Amen.
Utrinek za otroke. Res, da je gripa zdesetkala tudi naše cerkvene klopi, veliko je bolnih, odraslih in tudi otrok. To se vidi, ampak brez vas mi ne bo šlo. Bomo pa vsi, saj smo peli v otroštvu, v mladosti in starosti, je lepo. Kaj imam na sliki? Božično zvezdo. Res je. Na hitro bom povedal nekaj o božični zvezdi. Tudi za nas bo zanimivo, tudi zame je bilo. Božična zvezda prihaja iz Mehike. V Mehiki, to je Srednja Amerika, meji na Združene države Amerike na severu, zelo velika država, 130 milijonov ljudi ima, glavno mesto Mexico City ima 10 milijonov ljudi. Mehiko so osvojili Španci, ko so prihajali osvajati novo zemljo. Cortés Hermes je osvojil in stopil prvi na ta tla. V Mehiki božična zvezda zraste kot drevo in je grm, 5 metrov visok ali pa veliko drevo. Kaj je značilno za Mehiko? Španski jezik in še 62 drugih jezikov, ki so tam registrirani. Fižol, koruzo, čili in paradižnik jedo. Oblečeni imajo moški narodno kaj na glavi? Velike klobuke. Pa še nekaj je značilno za Mehičane, pončo, takšno ogrinjalo. Pa glasbo imajo dobro. Ja, zelo dobro glasbo, radi plešejo, so živo oblečeni v žive barve, mariači pravijo tej glasbeni zvrsti, violine, kitare in trobente. Skratka, preden so prišli Evropejci v Mehiko, so tam živele stare civilizacije zelo napredne. Na tem območju Azteki. Ne samo Maji in Inki. Azteki so to rožo, ki ji mi pravimo božična zvezda, častili, ker je zdravilna. Njen mleček namreč, ampak ne poskusite tega, je strupen, naredi ožganine, ampak baje, da zniža telesno temperaturo, če smo bolni. No in to rožo so častili tudi v svojih templjih. Zdaj pa gremo k božični zvezdi. Ko je prišlo v Mehiko krščanstvo, 80% je rimokatolikov in 20% protestantov na tem območju, so to božično zvezdo, to drevo, preimenovali res v božično zvezdo. Legenda pa pravi, zgodba povest. Ena deklica, ki je bilo ime Pepita, je bila zelo revna. In šla sta v cerkev, da bi prinesla božična darila. Vendar deklica Pepita, ker je bila revna, ni imela nobenega darila. In tolažil jo je njen bratranec Pedro, naj ne joče, da bosta že nekako to stvar rešila. In med potjo je videla navadno rastlinje, navadne rože s preprostimi cvetovi in jih nabrala, da bo to podarila za Božič v cerkvi. Medtem ko je revno dekle jokalo, tako pravijo Mehičani, so njene solze padale na tisto ubogo cvetje in cvetovi tiste uboge rastline so se spreminjali in dobivali barvo in se spremenili, tako pravi povest, v takšno božično zvezdo. In od takrat i kristijani v Mehiki rečejo božična zvezda. Kakšne barve je v osnovi? Rdeče. To nas spominja na Jezusovo daritev na križu, na njegovo odrešujočo kri. So pa tudi bele zvezde. Bela barva pa označuje čistost, da smo oprani grehov v Jezusovi krvi. Kaj ima pa v sredini, če dobro pogledamo? Kakšno barvo?
Zeleno-rumeno, predvsem takšna zlato-rumena barva. Mehičani pravijo, da to je znak Kristusa kralja in našega zlatega srca posvečenega Bogu. In zelena barva pa pravi, da označuje življenje. Tako, ko boste vnaprej videli božično zvezdo, nas to spomni na zelo lepe stvari povezane s krščanstvom, predvsem pa, da so vsa darila, ki so dana z ljubeznijo, popolna, vredna in lepa. Zdaj pa k verouku. Tole zvezdo vam dam, lahko nesete sabo, pa še adventni koledarček, da lahko pobarvate, boš ti poskrbela. Tako. In lepo se imejte, lepo se učite. Mi pa nadaljujemo tudi z darovanjem. Ja, tako je, pobrali bomo prostovoljno nabirko s pesmijo Bog, slavim tvoje ime. Drage sestre, dragi bratje, milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Na današnjo drugo adventno nedeljo bomo razmišljanje namenili eni zanimivi človeški lastnosti, s katero se srečamo na skoraj da vsakem koraku. Veste, kaj je to? To je nam vsem znano godrnjanje. Slovar slovenskega knjižnega jezika godrnjanje opredeli kot pasivno-agresivno nezadovoljstvo, včasih tiho, včasih glasno pritoževanje, konstantno izražanje nejevolje, največkrat s stisnjenimi zobmi ali sikajočim glasom. Pri godrnjanju skoraj vedno uporabljamo obtožujočo vprašalnico zakaj. Največkrat pa tudi pretiravanja, kot so vedno, nikoli ali pa očitki, kot so spet. Saj veste, to so takšni tipični stavki godrnjanja. Spet si pustil nogavice na kavču. Pa menda ja ne misliš, da imamo razstavo sodobne umetnosti? Ali pa vedno pustiš kruh odprt, da se posuši, nikoli te ne izuči? Ali pa zakaj si kupil še eno orodje, saj smo že hujši kot v Merkurju? Ali pa zakaj si vedno tiho in ničesar ne rečeš?
Ali pa zakaj si zopet tako solila juho? Vedno jo presoliš, kot da kuhamo za ribe v morju. Ali pa zakaj se vozijo kot polži? Le kdo jim je dal izpit? Na delovnem mestu pa zakaj so spet sklicali sestanek, saj se vedno samo gledamo in prav nič pametnega se ne dogovorimo. Kaj znano? V nekem ameriškem podjetju so psihologi naredili eksperiment. Za en teden so zaposlenim prepovedali pritoževanje in godrnjanje. In kakšen je bil rezultat? Prva 2 dni je vladala tiha maša, ko vse tiho je bilo. Naslednja 2 dni so kompulzivno in histerično vsi na listke in računalnike pisali pritožbe, 5. dan so se šli pasivno-agresivnega pozdravljanja, smehljanja skozi zobe, 6. dan, verjeli ali ne, pa so se začeli pristno smejati, ker so ugotovili, da vsaj 20% delovnega časa porabijo za godrnjanje. Po tednu dni se je vzdušje v podjetju izboljšalo, to je mimogrede resnična zgodba, in so se namesto, da bi se pritoževali, začeli pogovarjati o rešitvah. To nas nekaj nauči. Godrnjanje je pogosto avtomatsko vedenje, ki ga opazimo šele takrat, ko ga poskusimo ustaviti. Zato res ne čudi, da statistika, ki mimogrede ne laže, pravi, da povprečen odrasli človek godrnja vsaj 30krat na dan, vsaj enkrat na uro, pri čemer v povprečju takšna faza godrnjanja traja od 8 do 10 minut. Na družbenih omrežjih pa je 20 do 30% objav namenjeno ravno godrnjanju. Dolgotrajno godrnjanje povzroča stres, negativno razpoloženje, v skupinah pa pogosto vodi v kolektivno nezadovoljstvo, kar povečuje konflikte. Vse to pa bomo videli tudi v današnjem odlomku, ki je zapisan v Jakobovem pismu v 5. poglavju od 7. do 11. vrstice, pri čemer vas prijazno pozdravim, da ostanemo in skupaj preberemo naslednji odlomek. Pravi pa takole: potrpežljivost in molitev. Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi, utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu. Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni. Slišali ste o Jobovi stanovitnosti in videli ste Gospodov konec, da je Gospod zelo sočuten in usmiljen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Amen. Torej, v prebranem odlomku smo brali o Gospodovem prihodu, kar advent kot tak tudi označuje. Gre namreč za čas pričakovanja, za čas zaupanja. Prebrali pa smo tudi, na kakšen način naj se lotimo čakanja. Torej, da pri tem čakanju nikakor ne smemo godrnjati. Kaj vemo o piscu prebranega odlomka? Kdo je bil Jakob? Iz zgodovine in svetopisanskega ozadja vemo, da je bil vodilna osebnost Jeruzalemske cerkve. Tradicija ga imenuje brat Gospodov, kar pomeni, torej lahko sklepamo, da je bil najverjetneje Jezusov sorodnik, polbrat ali bližnji sorodnik. Umrl je kot mučenec okoli leta 62 v Jeruzalemu. O njegovi osebnosti vemo, da je bil znan kot pravični. Bil je zelo naštudiran glede postave, lahko bi rekli, da je bil laični pravnik. Prav tako pa je bil velik molivec. Nikoli se ni skliceval na sorodstvene vezi z Jezusom. Njegovo pismo je praktično, saj poudarja dejavno, aktivno vero, skrb za uboge, obvladovanje pomembnega organa v našem telesu, jezika, s katerim lahko prizadenemo drugega. V apostolskih delih ga spoznamo v vlogi mediatorja med spreobrnjenimi judovskimi kristjani
in spreobrnjenimi pogani. Komu pa apostol Jakob piše svoje pismo, torej tudi prebrani odlomek? Jakobovo pismo je naslovljeno 12 rodovom v razkropljenosti, kar pomeni, da piše judovskim spreobrnjencem v krščanstvo, ki živijo v diaspori, verjetno zunaj Palestine. Vemo iz zgodovine, da gre za zgodnjo krščansko cerkev, ki je nastala okoli leta 40 do 60 našega štetja, katere verniki so bili večinoma judovskega ozadja, torej ni šlo za spreobrnjene pogane. Prav tako lahko sklepamo, da so ti verniki živeli v času hudih socialnih napetosti, ker je bila prisotna revščina. Večinoma so bili verniki iz kmečkega in delavskega sloja, bili so zatirani strani bogatih, pa tudi preganjani zaradi vere. Mučno jim je bilo čakanje na vnovični Kristusov prihod, imeli so pa ti verniki Jakobovi še eno veliko težavo, namreč prepričani so bili, da se bo Kristusov drugi prihod zgodil kar kmalu po vnebozetju in so čakali konec sveta, bili za sveto prepričani, da bi se moral zgoditi včeraj, ne pa jutri. Zaradi krize vrednot, ekonomskega zloma in neenakosti so se v cerkvi, kateri Jakob namenja svoje pismo, začele pojavljati napetosti. Godrnjanje, dolg jezik, o katerem piše Jakob, nam da slutiti, da se je cerkev borila z notranjimi konflikti. Zveni znano, ne morda za nas kot našo cerkev, vendar znano v tem smislu, da se tudi mi kot družba soočamo z različnimi napetostmi. Veste, tudi mi danes živimo v času hitrih sprememb. Tehnologija, globalizacija, okolje. Ljudje težko dohajamo vse te spremembe, težko se jim prilagajamo. Naš socialni svet, sicer sodobni svet, je zaznamovan socialno-ekonomsko napetostjo, saj tudi danes, na žalost, obstajajo neenakosti in razlike med revnimi in bogatimi, ki vodijo v socialno nepravičnost. Dostop do različnih virov, kot so hrana, energija, nepremičnine, je vse težji in vse dražji. Negotovost zaposlitve, želje, naše sanje, ki so izgubljene, pa upi, ki so nerealni. Vse to nam povzroča stres in frustracije. Kljub napredni družbi med nami vladajo kulturne in identitetne napetosti in nestrpnosti. Zaradi migracij se bojimo izgube lastne identitete. Zaradi predsodkov in stereotipov pa postajamo vse bolj in bolj nestrpni drug do drugega. V porastu so medgeneracijski konflikti, kjer se mladi in starejši krešejo glede različnih vrednot, pa načinov razmišljanja, pa načinov vzgajanja. Na mizi imamo nerazrešena vprašanja o diskriminaciji, pravicah, pa dolžnostih, različnih socialnih vlogah. Ne moremo mimo političnih napetosti, saj je družba čedalje bolj razdeljena na mi in vi, ali pa mi in oni, kar vodi v sovražni govor in polarizacijo. Socialna omrežja postajajo inkubator za ustvarjanje nemira, saj krepijo napačne informacije in povzročajo radikalizacijo. Veste, s svojimi neomajnimi stališči se je dosti lažje skrivati za zasloni. Globalna kriza segrevanja, zemlje, vojne, konflikti, lakota, podnebne spremembe, vse to vpliva na nas. Stres, izgorelost, hiter tempo življenja, pritisk, da smo najboljši, da smo uspešni, pritisk ekonomske moči nas vodi v paradoks digitalne povezanosti, kjer imamo na socialnih družbenih omrežjih ogromno število prijateljev, a kaj, ko globoko v sebi ostajamo osamljeni in prazni. Pritisk staranja, odrivanje starejših na rob družbe, strah pred boleznijo, trpljenjem, psihičnim zlomom, nezmožnostjo zasledovanja nekoč cenjenih vrednot,
nas, dragi zbrani, vodi v strah pred prihodnostjo. Zato naša kolena tako hitro postanejo klecava, naše srce pa vznemirjeno. Sprašujem se, ali je naša družba res tako zelo drugačna, kot je bila družba v času 1. stoletja, ko Jakob piše svoje pismo. V določenih pogledih zagotovo, toda v svojem bistvu se človek ne spreminja, zato lahko ta skorajda 2000 let star nasvet apostola Jakoba upoštevamo tudi mi danes in ga posvojimo za uporabnega, za svojega. Poglejte, na kaj nas opozarja apostol Jakob. Kaže nam ogledalo, zrcalo družbe. Pove nam, da stiska, strahovi, spremembe in trpljenje ustvarjajo napetost med ljudmi, med verniki, med cerkvami, ki se kaže v obliki konstantnega godrnjanja, kritiziranja, ustvarjanja namišljenih sovražnikov, negativnega razmišljanja o svetu, sebi in drugih. Jakob trdi, da je čakanje na Kristusov vnovični prihod, torej z drugimi besedami, čakanje, da bo vendarle tega trpljenja konec, čakanje na bolj svetlo prihodnost, na dokončno pravičnost, povezano z godrnjanjem. Pa boste rekli, kakšna pa je zdaj to povezava? Kako je lahko nekaj pozitivnega, torej Kristusov prihod in prenehanje trpljenja in stiske povezano z godrnjanjem? Pa je, kar poglejte, kako mojstrsko apostol Jakob postavi diagnozo prvi cerkvi, ki mimogrede velja tudi za nas danes. Jakob govori o tem, da verniki vseh generacij in stoletij nestrpno čakamo Gospodov prihod, predvsem zaradi motivov lastnega egoizma, da se torej rešimo trpljenja. Ker pa se ta prihod ne zgodi po naših pričakovanjih, ker Bog ne odgovori nujno vedno na našo molitev tako, kot si mi to zamislimo, se nam stalno zdi, da Bog zamuja in potem nastopi frustracija. Kaj pa frustracija rodi? Tako kot verniki prve cerkve in 1. stoletja, tako tudi mi danes pričnemo iskati dežurne krivce za svojo stisko. Prvi dežurni krivec je seveda Bog, takoj na drugem mestu pa smo torej mi. Pričnemo godrnjati drug proti drugemu. Grški glagol stenazo, ki ga mi prevajamo kot godrnjanje, dobesedno pomeni vzdihovanje, obtoževanje, pripisovanje krivde drug drugemu, obračanje drug proti drugemu. Apostol Jakob torej opozarja, da stiska in napetost lahko rodita medsebojno obtoževanje. Prvi verniki so si namreč govorili nekako takole: ti si kriv, ker nas Bog ne blagoslavlja. Morda so si postavljali tudi takšna vprašanja. Zakaj jaz trpim, ti pa ne? Zakaj imaš ti več vsega kot jaz? Začelo se je kot primerjanje, kdo je boljši, kdo bolj trpi, komu se dela več krivice, kar je vodilo v razdor, v skupnosti. Veste, godrnjanje vodi v prepire, v nezaupanje, v obsojanje in razpad enotnosti. In zakaj je takšno obtoževanje nevarno? Apostol Jakob razkriva to nevarnost, ko pravi: glejte, sodnik stoji pred vrati. Kaj želi s tem povedati? Jakob naglaša, da nimamo pravice drugega postavljati na zatožno klop. Torej nimamo pravice biti sodniki drug nad drugim. Človek nima te pravice, da je v duhovnem smislu postavljen kot sodnik nad drugim človekom, kajti Kristus kot sodnik stoji pred vrati. On je edini, ki lahko obsodi, medtem ko mi te pravice, da bi se postavljali drug nad drugim, torej nad bratom, nad sestro, pravzaprav nimamo. Dragi prijatelji, godrnjanje ni le socialni problem, ampak predstavlja duhovno nevarnost. Ljudje, ki godrnjajo, so polni kritike, nezaupanja, obsojanja, farizejstva, moraliziranja, kot temu radi rečemo. Postavljajo se nad druge, misleč, da so sami najboljši primer zrelega krščanstva.
V času osebne stiske in trpljenja torej krivijo druge za svojo nesrečo. Takšno vedenje pa ruši ljubezen, ki bi morala biti temelj prav vsake družbene celice. Že cerkveni očetje in patristi so glede Jakobovega pisma in konkretnega odlomka podali stališče. Janez Krizostom je denimo zaključil, da je godrnjanje strup za cerkev, skupnost, družbo, ker izhaja iz nepotrpežljivosti in zavisti. Kaj torej lahko vzamemo zase iz prebranega odlomka? Ko godrnjam proti bratu ali sestri, se obnašam, kot da jaz sodim, s čimer se takoj postavljam v vlogo Boga. Te pravice pa nimam. Če verjamem, da je Gospod blizu, potem bom zelo pazila na svoje besede, predvsem pa na dragocene odnose, ki jih imam z drugimi ljudmi, torej tudi z vami. Odnosi so namreč najbolj dragocena investicija, ki jo v življenju imamo. Apostol Jakob nas uči naslednje. Ko čakamo na Kristusov prihod, ko čakamo, da trpljenje in stiska mineta, ko čakamo, da se zlo zaustavi, se zagotovo ustvarja napetost, frustracija, tesnoba, žalost, ker je to normalno. To ruši naš občutek varnosti. Seveda dolgotrajno čakanje rodi frustracijo. Zato pa je tako zelo pomembno, da med tem čakanjem ne godrnjamo, ne obsojamo drug drugega, se ne obtožujemo, pač pa čakamo v potrpežljivosti in ljubezni. Ne drug proti drugemu, pač pa drug z drugim. Naši stavki niso oblikovani na način, če on ne bi bil takšen, bi bilo vse drugače. Če bi bil on bolj duhoven, se to ne bi zgodilo. Svoje stavke raje oblikujemo takole, ker mi je težko, bom svojo stisko prebrodila skupaj z njim. Drage sestre, dragi bratje, če imamo finančno krizo, če gremo čez težko ločitev, če se soočamo z lastno boleznijo ali boleznijo svojih dragih, če gremo skozi proces žalovanja, če smo po krivem obtoženi, če nas drugi obsojajo, če smo oblateni, če se nam dogaja krivica, nikar ne rešujemo teh težav z obsojanjem, godrnjanjem in obračanjem drug proti drugemu, pač pa raje pojdimo skozi te življenjske viharje skupaj, drug z drugim. Živimo torej v miru, brez medsebojnega obtoževanja. O tem namreč govori apostol Jakob. Sedaj pa poskušajmo odlomek razumeti še z ene čudovite perspektive. Veste, pomenljiv je en stavek, en samcat stavek, ki smo ga prebrali v odlomku. Apostol Jakob namreč pravi, glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Ni naključje, da apostol Jakob omeni poljedelca. Rekli smo, da piše s preobrnjenim Judom, ki so zelo dobro poznali postavo, torej staro zavezo. In ko beremo o tem grškem izrazu, ta poljedelec dobesedno pomeni kmet, obdelovalec zemlje. Pri tem se moramo ozreti na začetek Svetega pisma. Adam, kot pračlovek, je namreč postavljen v vrt, kjer ima nalogo, da obdeluje in varuje zemljo, vrt. In čeprav Adam dobi to nalogo, zemlja po padcu v greh postane polna in prepojena s prekletstvom, ki rodi trnje in osad. In potem vidimo, da tudi potomstvo Adama hodi po podobni poti. Imamo namreč Kaina kot prvega človeka, ki stori umor. In tudi Kain je poljedelec. Pravzaprav je uporabljena enaka beseda v hebrejščini v Stari zavezi za Kaina, kot v Jakobovem pismu v grščini, poljedelec, Kain. Razlika med živinorejcem in poljedelcem je predvsem ta, da se mora poljedelec dosti več in bolje zanašati na Boga, na dež, ki poskrbi za njegove poljščine. Pravzaprav vidimo, da je Kainova zgodba neuspešnega poljedelstva v resnici zgodba človeštva. Je zgodba mene in tebe.
Ta Kainov sindrom je tako globoko zakoreninjen v človeškem DNK-ju. Njegova zgodba simbolizira napetost, zavist, neuspeh v odnosu z Bogom, ki vodi v godrnjanje, v odnosu z bližnjim. Zato Jakob na tem mestu omeni poljedelca. Govori namreč o korektivni izkušnji. Govori o popravku, ki nam ga daje Bog. Če sta poljedelca Adam in Kain kot pračloveka s svojim ravnanjem predstavljala prekletstvo, potem ima poljedelec v Jakobovem pismu pozitivno konotacijo in predstavlja zgled za potrpežljivost, saj zaupa v Božji čas, ne sili, ne obtožuje, ne godrnja. Poljedelec v Jakobovem pismu je popolnoma odvisen od Božje suverenosti, saj ne more nadzorovati dežja, ki ga tako nujno potrebuje. Če Adam obdeluje zemljo v prekletstvu, pa poljedelec v Jakobovem pismu pričakuje sad, ki pride po Božji milosti. Adam in Kain sta iz zemlje rodila prekletstvo in trnje. Poznamo pa še nekoga, to je Kristus, kot novi Adam, kot novi vrtnar, kot novi obdelovalec zemlje, ki daje obnovo, ki daje sad, ki daje življenje. Ta Kristus v času svoje stiske, prav tako v Gecemanskem vrtu pravi, daj, da gre ta kelih mimo mene, pa vendar ne godrnja, ne obtožuje, ampak potrpi. Potrpežljivost poljedelca iz Jakobovega pisma je slika popravljene človeške zgodovine, ki čaka na dokončno odrešenje v Kristusu. In končno, kaj je ta zgodnji in pozni dež, ki ga omenja apostol Jakob? Zgodnji dež se v svetopisemski narativi nanaša na jesenski dež, ki se zgodi v mesecu oktobru in novembru, medtem ko je pozni dež spomladanski dež, ki se zgodi pred žetvijo v mesecu marcu in aprilu. Dež v tem kontekstu odraža simboliko blagoslova. Zgodnji dež omogoči kalitev, pozni dež pa omogoči dozorevanje. Dež je znamenje Božjega blagoslova in Božje zvestobe. Tako kot poljedelec ne more pospešiti dežja za svoje poljščine in mora počakati na Božji poseg, tako tudi kristjan čaka na sad, ki pride ob Gospodovem prihodu. Zgodnji dež je slika začetka Božjega dela v nas. Zgodnji dež, drage sestre, dragi bratje, je slika prvega božiča. Je slika Kristusovega prvega prihoda na ta svet. Je slika učlovečenja Boga. Torej je slika tega, da Bog prihaja v naš grešni svet. Da Bog prihaja v našo izgubljeno zgodovino poljedelstva, obdelovanja zemlje. Medtem ko se pozni dež nanaša na Kristusov drugi prihod, na polnost odrešenja, ki se bo še zgodila. Nekateri reformatorji so to videli kot sliko Božje milosti v dveh fazah, začetek in izpolnitev. Cerkveni oče Avguštin je zgodnji dež interpretiral kot začetek vere, kot krst in spreobrnenje, pozni dež pa kot vztrajnost do konca, torej slava v večnosti. Kakor zemlja brez dežja ne rodi, tako srce brez Božje milosti ne obrodi sadov pravičnosti. Zgodnji dež je vera, pozni dež pa je ljubezen, ki vztraja do konca, saj pravi, ljubezen je potrpežljiva. Naj današnjo pridigo zaključim z resnično zgodbo o človeku, ki je izbral potrpežljivost in čakanje na mesto godrnjanja in s tem spremenil svet in tok zgodovine. Gre za resnično zgodbo preobrata, ki ga je sam poimenoval od jeze do potrpežljivosti. Sprva mlad jezen borec proti apartheidu, torej rasni ločitvi, delitvi in segregaciji, je kot vodja tedanjega krila Afriškega nacionalnega kongresa bil prepričan, da je režim potrebno zlomiti z močjo. To ga je skorajda stalo življenja. Leta 1964 je bil v Rivonija procesu obsojen na dosmrtni zapor. Na otoku Robben Island je preživel 27 let v zaporu.
v izjemno težkih razmerah. Spal je na tleh, brez vzmetnic. Vsak dan je bil prisiljen kopati v kamnolomu, oblečen v kratke hlače celo po zimi. Rasizem je bil prisoten tudi v zaporu. Dobival je bistveno manj hrane in bistveno manj kvalitetno hrano. Onemogočeni so mu bili vsi stiki z družino za več kot 20 let. Odrezan od sveta, brez dovoljenja, da bi bral knjige, da bi pisal ali bral pisma. Ko je vstopil v zapor, je bil agresiven in jezen. Bil pa je kristjan. Dolga leta v zaporu so ga spremenila. Naučil se je potrpežljivosti in samokontrole. Namesto da bi godrnjal nad dejanskimi krivicami, ki so se mu zgodile, je izbral tiho vztrajnost in gradnjo mostov. Leta 1990 je bil izpuščen iz zapora, pri čemer ni nastopil kot maščevalni borec, ampak kot spravljiv zagovornik miru. Vodil je pogajanja za miren konec apartheida. To je bil Nobelov nagrajenec Nelson Mandela. Leta 1994 je postal prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. Njegova potrpežljivost je prinesla demokracijo brez državljanske vojne. Mandela je kasneje dejal takole: dolga pot do svobode ni le politična, ampak je predvsem notranja. Naučil sem se, da je potrpežljivost močnejša od jeze. Mandela je utelešal besede: potrpite, bratje, potrpite, sestre, do Gospodovega prihoda. Namesto godrnjanja je izbral dolgotrajno čakanje z vizijo, ki je popolnoma spremenila zgodovino. Dragi brat, draga sestra, samo s potrpežljivostjo, predvsem pa z ljubeznijo in mirom, lahko tudi midva, verjela ali ne, spremeniva tok zgodovine in svet. Zato začniva že danes. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca, naj varuje vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Gospod, ti, ki daješ zgodnji in pozni dež, nauči nas čakati, da bomo kot poljedelec, ki z upanjem gleda na zemljo. Ko pridejo preizkušnje, naj ne godrnjamo, ampak naj naše srce ostane mirno v tvoji obljubi. Naj naša beseda ne bo polna pritožb, ampak hvaležnosti in zaupanja v tvoj čas, ki je pravi čas. Gospod, utrdi naša srca, da bomo čakali na tvoj prihod z veseljem in naj naše življenje postane pričevanje upanja. V imenu Jezusa Kristusa, ki je zvest in pravičen. Amen. In pesem, ki jo bomo zapeli, pravi: Oče, združi nas, predvsem v tem, da bomo zmogli mirno in potrpežljivo čakati.
Sprejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.